Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta v Stožicah. Pred nami torej težko pričakovan derbi 24. kroga Prve lige Telemach. Obračun vodilnih ekip prvenstva je pred nami. Obračun torej med Olimpijo in Celjem. Celjani so tisti, ki so v boljšem položaju in seveda imajo na prvem mestu, lahko rečem, kar lepo prednost. Samo da pospremimo odlično. Ja, tu je zdaj Pedro Lukas in potem Matjaž Rozman, 7. minuta tekme. Floruc, nevarna podaja Floruca, tu je priložnost za vodstvo, toda še vedno je žoga živa, igre ne prekinja sodnik in kakšna obramba Matjaža Rozmana. Denis Popovič, samo slab sprejem Dulke je praktično rešil čisto priložnost. Zdaj napaka, težave za Agbo, ali bodo Celjani to izkoristili, priložnost za Bukovnika, pa potem Dofo, Motika se je odločil za strel, v bloku je bil odličen strel. In ostaja nič proti nič. Ja, dobra podaja za Pruceva, takoj ob njem kot senca Lasicka Sin, odlično danes igra Lasicka Sin. Dobila sva nekako še en odgovor več, zakaj Litvanec v prvi postavi, priložnost in žoga je v mreži, Karničnik za vodstvo Celjanov ob koncu 40. minute. Tako je, sedaj pa se je pokazalo, vidimo tudi na posnetku, te žoge zgubljene na 30 metrov od svojega, pred svojim golom, mislim, da ne vem, Dofo bo videl v posnetku, ampak to je tisto, na kar prežijo. Se pravi, vzeta žoga takoj direktno in Karničnik je to izkoristil. Mislim, da se je žoga nekoga dotaknila, kot je šla na prvo stevo, ampak pogledamo še enkrat. Se pravi, izgubljena žoga tako, Karničnik jo je hitro pobral, je že na 11 metrov blok Ratnika in na prvo stativo kar veliko sreča. Floruc, spremlja ga Karničnik, Floruc še vedno odlično, Floruc skuša priti do strela in obramba vratarja Rozmana, še naprej 0:1. Dobro, Dofo, ki je bil zaustavljen, morda celo prekršek Argentinca, ničesar ne dosoja Slavko Vinčič, dobra podaja za Floruca, še vedno Floruc in izkazal se je vratar Rozman, ostaja 0:1. Prejšnji sezoni Krznar z Mariborom na koncu tretji v slovenskem državnem prvenstvu. Lepo zdaj Floruc, priložnost za Floruca. Toda brani Rozman. Še naprej 0:1. Žvižge v Stožicah Mario Kvesič, to sezono 2 gola in pa 3 podaje za Celjane. V prejšnji sezoni pa zagotovo. Zdaj nevarna podaja, vratnica, mislim, da ponovno ostaja 0:1. Okrat Žorž Silva s podajo iz kota, priložnost in izenačenje. 1:1. Glede na to, kar smo videli, lahko rečemo zasluženo Olimpija do izenačenja v 85. minuti. Neverjetno, kolikokrat je v zadnjem času Ratnik reševal, pa ne samo to, sedaj normalno nadgradi svojo predstavo, ampak neverjetno zrelo, celotno srečanje, vrhunsko delano, tu vidimo. Zoran, pred tem smo se pogovarjali, točka ja, točka ne, 3 točke. Se mi zdi, da nobena klop ni zadovoljna z razpletom tele današnje tekme. Jaz mislim, da morajo biti bolj oni zadovoljni, kot mi. Saj, tako sem jaz videl tekmo. Mislim, da smo mi izgubili 2 točke, ampak še zmeraj smo živi. Zelo sem ponosen. Celo mesto je živelo z nami. Mislim, da so lahko gledalci uživali na svoje fante. Ravno tako, res smo se borili do zadnje minute, verjeli, da lahko obrnemo tekmo in nažalost nam ni rad. Zdaj, priložnosti je bilo ogromno, ne? Kaj je tisto, zaradi česar danes zmanjkalo športne sreče ali enostavno pač kaj je šlo narobe, da žoga ni šla v gol? Ker priložnosti je bilo ogromno, ne? Ja, še sam nisem pričakoval, da bomo imeli toliko priložnosti, ampak vedno ponavljam, da je v nogometu najtežje dati gol. Sploh ta zadnja situacija, mislim, da bi lahko drugače realizirali ta strel, ampak pomanjkanje koncentracije, tudi težko igrišče,
Na drugi strani smo bili za eno napako kaznovani. Mislim res, da smo imeli tudi malo smole, ampak mene veseli način, na kakšen smo igrali in to je neka pot in ne bomo izgubili upanja in tako moramo delati naprej. Zdaj, pred samo tekmo ste dejali, igrali smo morda z malce lažjimi tekmici, zdaj pridejo tiste težke tekme. Prvo ste oddelali, razlika ni tako zelo velika, ne? Do konca je še vendarle 12 tekem. Ja, ogromno je še točk v igri. Se pravi, jaz vem, kaj je ta ekipa sposobna, ampak to je treba dokazovati na igrišču. Tako da danes smo porabili ogromno energije, v četrtek nas že čaka pokal, zopet v nedeljo težko gostovanje. Tako da gremo po planu, iz tekme v tekmo in bomo videli, kam bomo prišli. Zoran, hvala in pa srečno. Hvala tudi vam. Ne spomnim se, enkrat se mi zdi, da sem vas to že vprašal, ampak ne spomnim se, da bi vas zdaj videl tako jeznega med samo tekmo in tudi po tekmi. Pa da, jednostavno zbog toga jer smo u planu igre funkcionirali, ali ono gdje nismo funkcionirali je bila hrabrost. Malo je bilo premalo hrabrosti, spustili smo linije malo prenisko i dozvolili Olimpiji da se nametne. Nisam htio takvu utakmicu, opet čestitke igračima na zaista hrabroj, na snažnoj igri, na agresiji, na defanzivno dobrome bloku, ali po mojem Olimpija nam je napravila previše. Zdaj, do tistega izenačujočega zadetka za 1-1 se je zdelo, kot da Olimpija igra, pa ne more, ampak tudi vi, tudi v obrambi niste izgledali, kot da nekako trpite, ne? Puno nam je lopti prolazilo kroz sredinu, čak i više prvo polovreme nego drugo. Drugo smo to uspjeli zatvoriti, ali kažem, nekakvih 10 metara smo bili prenisko. Ne nisko zbog obrane, nego u trenutku kada osvajaš loptu, onda iz te visine lakše ugroziš protivnika kroz kontranapad nego kada smo toliko nisko. I ono što mi je žao, što jednostavno imali smo dvije meč lopte, Kvesić i ne znam kakva je situacija koju smo mogli završiti i prije, pa bi sa 2:0 vjerojatno zaključili utakmicu. Ovako smo se patili do kraja, kažem, nije to bio plan, ali ok, nekad se utakmica izvrti mimo plana. Defanzivno, kažem, zadnja linija izuzetno dobro, kroz sredinu me malo curilo i tu je razlog što se Olimpija nametnula. 7 točk ostaja ta razlika. Če vas bom vprašal, je razlika varna, vem, kaj boste rekli, ni, ne, ampak z vsako takšno predstavo ste vseeno bliže temu tako željenemu cilju. Ok, 7 bodova taman da nas drži fokusiranima, da nas drži ozbiljnima, da nam ne da da odlutamo, da nam ne da da slavimo prerano. Pred nama je još jako puno teških tekmi, jednu po jednu, tekmu po tekmu. Moramo biti, kažem, malo hrabri nego smo bili danas. Nikad do sada nas nisam vidio toliko u koraku nazad. Uvijek smo radili korak napred. Vjerujem i danas da smo radili taj korak napred više, da bi možda bilo i bolje. Očekivali smo zaista ovdje pobjedu, išli smo na nju. Kada gledate dojam cijele utakmice, nije izgledalo tako. I zato tu nekakva moja možda mala ljutnja, da ne bi bilo zabune na nas, ne na moje igrače, nego prvo na sebe pa onda i sve ostale. Zdaj, za vikend naslednji teden vas čaka Maribor, neka posebna tekma pravzaprav, tako za vas kot končni faz tudi za ekipo, ne? Ok, još jedan derbi, još jedan tradicionalni derbi i neka jakih utakmica na jakome se junaci poznaju. Hvala in pa srečno. Hvala lijepo. Marcel, težka tekma, pravzaprav ste kempirali v prvem polčasu na eni polovici, v drugem polčasu na drugi polovici, na koncu pa samo točka. Ja, lahko rečem, da smo, bom rekel, tekmo dominirali. Mislim, da smo mi imeli kontrolo nad igro, ampak žal mislim, da se nam to večkrat ponavlja. Imamo preveč, bom rekel, preveč šans, ne izkoristimo, pa nas glih tista 1-2, ko ima nasprotnik nas kazni in ja, žal ni se izteglo po naših željah, ampak mislim, da konec koncev pika je, moramo biti vseeno zadovoljni. Ja, treba iti v naslednjo tekmo in zmagati vse. Če se ne motim, 5 golov že imate, se boste iz branilca preobrazili v napadalca. Ja, glede na lansko sezono res, dosti golov sem že dal, ampak to nima veze, kajti na koncu je vseeno bila sam pika. Ni nam to prineslo 3 točk. Raje ne bi dal zadetka in bi danes zmagal, ampak ja, vseeno točka na koncu za nas. Zdaj, prihodnji teden v prvenstvu vas čaka Mura, še eno težko gostovanje, kljub temu, da se preko Murci v kar konkretni krizi, ne? Ja, vseeno, če je Mura v neki mali krizi, mislim, da bo vseeno težka tekma. Gostovanje v Murski je vedno bilo težko.
celok, navijači njihovi naredijo tako vzdušje in vseeno vsak nasprotnik, ko pride v Mursko, je težko odigrati tekmo. Vse hvala in pa srečno. Hvala. Matjaž, težka tekma, psihično in fizično v končni fazi, ne? Ja, res je ena težka tekma, dober ambient, dobra tekma. Ne vem, enostavno mislim, da smo nekako dobro se postavili na igrišču, čakali svoje priložnosti, imeli aktiven rezultat vse do konca, potem pa, ne vem, se mi zdi, da preveč otroško prijeli zadetek. Žan je v polčasu dejal, preveč žog izgubljamo v sredini, ni to tista naša igra. Tudi drugi polčas, ne, vse se je pravzaprav dogajalo pred vašim golom. Ja, res je, da smo imeli preveč enostavnih napak, ampak že pred tekmo smo vedeli, da danes igra zmaga, ne glede na lepoto. Škoda, bili smo blizu zadnje minute, nekako smo jih vrnili v to prvenstvo, ampak mislim, da imamo 7 točk, neka lepa prednost in verjamem, da bomo to do konca pripeljali tako treba. Matjaž, hvala in pa srečno.